najboljši družbi. Tukaj sta Gustinčič in Klepač. Evo ga vesela družba, tako kot smo navajeni ob tej uri čas za še več slovenske glasbe, dobre slovenske glasbe. Prav je, da vemo, kaj in kdo vse ustvarja na naši domači sceni. Nocoj je zvezda večerja Alja Eloisi. Živijo, dobro večer vsem. Sem prav povedal primer? Eloisi, ja. Eloisi, odlično. Nam predstavlja zvezda večerja. Samo Klepač, z vami Gustinčič je zjutraj svoje že delo, torej pevka, tekstopistka, igralka, Ljubljančanka s koreninami med Alžirijo in Slovenijo. Letos si postala tudi prva slovenska afrobeat izvajalka na MTV-ju, na afriškem MTV-ju. Ja, na afriškem MTV-ju s pesmijo Give Me Your Time, moja prva afrobeat pesem, ki je, predvajala se na MTV-ju, tako da ful sem vesela. Super, in počasi ugasla MTV, da še imeti možnost, da bi znaš tudi zadnja Slovenka. Ja, upam, da ne. Lej, tvoje poletje je bilo pestro, koncerti med Ljubljano, Londonom in Moskvo, pa še festivalski nastop v Črni Gori, ker si mladina Slovenka in si navdušila s pesmijo V srcu Jadrana, ki jo bomo tudi danes slišali. Kako je bilo? Joj, fenomenalno. Jaz sem toliko hvaležna za letošnje poletje. Plus imela sem ogromen morja in v Črni Gori na tem festivalu in še kasneje, ko smo posneli video spot za V srcu Jadrana. Tako da Črna Gora, cel festival pa fenomenalna izkušnja. Kako si se pa odrezala na festivalu, tudi tekmovalni festival? To je bil za prve nagrade so bile, ampak načeloma je bil to bolj takšen združujoč festival za bivše države Jugoslavije. Ampak spoznala sem super ljudi, Dada Topiča, ki me je že povabil na svoj koncert. Se zavedam skupaj princeza, ne? Ja! Da je bil 84. na Jugoviziji, ko se niso vrstili, ne? Ja, drugo mesto sta zasedla. Kaj ti bi Vlado Kalemer šel naprej. Tako. Kaj si se smel. Ja, bravo. Dej pa egzotika, bomo rekli, Moskva. Zakaj egzotika? Mislim, to, ker danes malo kdo gre v Moskvo v teh razmerah. Kako si se imela v Moskvi? Kaj je dogaja? Ne, v Moskvi nisem bila že skoraj 1 leto, ampak jaz se zdaj v Moskvo vračam zaradi dela. Tam sem študirala, leta 21 sem diplomirala na Igralski akademiji, tako da se pa zaradi dela se vračam. Tako je. Imaš še kup kolegov tam in tako dalje. Tako. Super. Se še vedno pohvališ, da si igrala v filmu Barbie? Ja, to me drugi hvalijo, jaz sem dost skromna pa prizemljena. Ampak ja. Za začetek, da veste, s kom imamo danes opravka, torej z nami ostaja Alja Eloisi, pevka, ki v srce Jadrana in večer prinaša svojo zgodbo in itak da svojo dobro energijo. Vstante. Zvezda večera. Še vedno smo v družbi zvezde večere, Alja Eloisi, umetnice, ki se ne ustavi pred nobenim izzivom. Zdaj vmes sva slišala in sem ugotovil, da zna 6 jezikov aktivno govoriti. Ja, jaz smo podala jeziki. Tvoj passion, da se jih učiš in nadgrajuješ, torej francoščina, arabščina, srbščina, angleščina, ruščina in slovenščina. In slovenščina, ja. Boš še kakšnega dodala, ali je to dovolj? Ja, v bistvu osnovni nivo imam italijanščine, španščine pa portugalščine, tudi v Rusiji sem v enem projektu filmskem, v eni seriji igrala Španko v španščini. Tako da jaz si to vzamem za izziv, meni je to ful dobro, meni so jeziki pač ful dobro, zdaj ne znam bojati. Nora, lepo. Če si v prejšnjem videospotu za pesem Pot srca vlekla 250 ljubljanski voz, si tokrat za pesem V srcu Jadrana, ki jo bomo danes tudi kmalu slišali, sama jadrala z jadrnico z leta 1960, Izolska jadrnica sredi Piranskega zaliva, snemanje v Piranskem zalivu, veter v laseh, umestni stavek s Kiprja, zdaj pa se vsaj delaj doživi. Zakaj to? Res je bilo tako. Najprej ne povem, da pred mesecem dni je za pesmico V srcu Jadrana, s katero si nastopila na festivalu Črne Gori, izdala tudi video. Tako. In da si več ali manj sama avtorica videa. Ja, scenarij sem jaz napisala, za produkcijo sem bila jaz tudi odgovorna, tako da potem v bistvu sta samo snemalec pa režiser prišla in sta upravila to delo, ki sem jima jaz rekla. Ampak vse nam je ratalo v enem dnevu posnet, tako da mislim, da si vsi zaslužimo zlato medaljo. Bravo in velik aplavz, pejte pogledati na YouTube kanal, torej obvezno kliknite V srcu Jadrana, Alja Eloisi S.I. Zdaj pa vsaj dele se doživaš, zakaj? Jaz sem že bila na jadrnici v svojem življenju in na čolnih seveda, ampak nikoli nisem sama jadrala in da sem bila sama na jadrnici. Skipper mi je v bistvu v 1 minuti, 2 minutah tako na hitro pokazal, kako moram jadrati, pa je šel, ker pač so mogli mene snemati sama na jadrnici. Ja, in je pač šel na gumijasti čoln, kjer je bil on in ostala snemalna ekipa in
Na začetku se mi zdi, da sem bila kar živčna, sploh zaradi tega, ker smo imeli res velike valove. In se mi zdi, da glih zaradi tega se mi je na obrazu videl, da sem živčna, zato je pa skipper rekel v šali. No, dej, vsaj deli se, da uživaš. Lej, kako je lepo, lej, kako je lepo. Če boste šli pogledat spot, zdaj boste videli, tam ni ne duha, ni sluha v tem strahu. Res je srčen spot, vesel spot, ki vas ta trenutek odpelje najlepše poletje, kar jih je. Hvala. Ti si tam noti tako sproščena, pokažeš točno vse, kar se lahko zgodi v Piranu, dobra volja poletna, vibe, od sladoleda do na koncu do znamke. Do znamke. Napisala sem v pismo. Pravi, tvoja znamka, vse je bilo lepo. Znamka, ki je tudi vizual pesmi, ja. In znamka je v bistvu fotografija, ki jo je on, če boste pogledali video spot in poslušali pesem, da boste tudi razumeli besedilo in celotno zgodbo, fotografija, ki jo on naredil in to fotografijo sem jaz potem spremenila v znamko, ki tudi postala vizual pesmi. Da on je resnična oseba ali to je... Resnična oseba. Celo tako? Ja. Tukaj je zelo zanimivo, da to pesem sem jaz napisala, preden sem jo zgodila. Prek ne vem kakšnega odprtega kanala z Nejšo v studiu. Potem se je pa čez nekaj mesecev dejansko zgodila, tako da zelo zanimivo. Si napovedala prihodnost? Ja, dobesedno. To je scary. Mal je. Ampak si bila vesela. Ja, ti da misel. Okay, če se to resničali, samo good vibes, torej zdaj pojemo. Nejša ti pomaga, je tvoja producentka. Ja. Glih danes sem bila pri njej v studiu, nova pesem delava, tako da lepo pozdravlja vse. No, o tem in v prihodnosti, kaj še čaka našo gostjo, Aljo Eloisi, bomo slišali kasneje, oziroma takoj potem, ko si bomo privoščili res super poletno v srcu Jadrana. Tukaj je, primerno na Radio 1, Alja Eloisi. Uživajte. To pesem sem videla, to hitro naredila, Ne morem verjeti, veš? Take pesmi morajo hitro nastati, drugače so zakomplicirane. Ja. Pa res je preprosto, veš, lead vokal, pa par back vokalov in to je to. Nikoli, ki to meni naredi poletje, da... To je pa Nejša. To je poletje. Sploh pa še, recimo, ko imaš to, ko si na morju, pa sonce, ko si pa greš sonce na dnevnem morju. Ja. Kako prijetno. Ker odpeljala nas je, v King večeru še naprej diši po morju, v srcu Jadrana smo pravkar slišali, z nami pa Alja Eloisi, pevka te skupiste, piše besedila in igralka, ki je to poletje, to pesem, ki ste slišali, predstavljena na festivalu v Črni Gori, torej Biser Jadrana. Biser Jadrana je tam bilo, ne? Ja, no jaz tudi v pesmi pojem v srcu Jadrana, oboje je pravilno, Jadran ali pa Jadran, ampak Biser Jadrana. Po naše Jadrane. Ja, tako. Lani se naprej. Rekla si, da si bila danes že v studiu pri Nejši in da delata naprej. Ja, jaz sem načeloma že končala pesmi za svoj album, potem pa se je rodila neka nova pesem, tako da to bo zdaj še dodatna pesem za album. Bonus track. Ne, bonus je bil tudi že narejen, ta bo tako pred 2 bonusoma, ki sta že narejena. Ampak mixing, mastering v velikem delu, tako da zdaj pa res album, nazaj na fokus album, ker to poletje se je tudi toliko dogajalo. Zdaj pa sem si tudi rekla, čas je zdaj. Zakaj pa mora biti album? To je zase, da imaš to, da rečeš, ok, to je moja osebna izkaznica? Ker danes načeloma skoraj ni več popularno album izdajati. Veš kaj, tako bom rekla, v teh 2 letih se je toliko enih zgodb pa pesmi rodil, ker sem ugotovila, da se vse zelo lepo povezujejo v cikl albuma. In to hočem dati tudi za ljudi ven, ker da se poistovetijo, da delim svojo umetnost in vsa svoja sporočila skozi vse pesmi z ljudmi in da jim na nek način tudi pomagam, jih inspiriram, pa da se imamo tudi fajn skozi glasbo. Konec koncev, to je glavni namen glasbe. Glede na to, da si razpeta po celem svetu, Moskva, London, vse posod, boš še v kakšnem tujem jeziku naredila te komade ali samo slovenski? Ne, teli bojo pa vsi v angleščini. Angleščini boš naredila? Internacionalno, tako da boš lahko Ja, tole bo vse v angleščini. Tudi ta, v srcu Jadrana boš naredila po angleško? Ne, v srcu Jadrana je kot single, samostojen zase, zaenkrat ga bom pustila pri
turneira, ampak tele pesmi so pa vse še neizdane, vse v angleščini, 12 jih je zaenkrat. Okay, Tako da- Predvidevaš kakšno turnejico? Ja, to je, bom tako rekla, zdaj umetniki, glasbeniki me bodo razumeli, naše pesmi so naši otroci, ampak lahko rečem, da tale album je moj največji dojenček do zdaj. Dobro. Glasbeno, seveda. Seveda. Zvezda King večera je bila torej Alja Luisi. Če ste zamudili njeno pesmico V srcu Jadrana, lahko njen video pogledate na njenem YouTube kanalu. Bom pa link zalepo tudi na svoj Klepač Tomaž Instagram in itak na tudi Enkin Instagram profil. Tako da, Alja, tebi hvala, srečno, uspešno pri albumu in kako se spet slišimo. Hvala, pa še naprej uživajte v spominih na poletje, še bi. Ti pa ostani poletje. Hvala. Ja.